Lep in prijazen dan želim iz Izole. Danes je v Izoli žite deževalo, zdajle, kako vidite, je oblačno, temperatura je 24 stopinj Celzija. Torej ni nič posebno vreme, pravo za kolesarjenje, po znameniti Poličanki ali Predcani, vse tja do Seče ali celo Sečovelj. Naš namen pa je odselej pozriti na prometno stanje na naših cestah, v tem primeru na relaciji Izola-Piran. Tukaj v tem krožnem prometu pogledali levo in desno in se zapeljali seveda z predhodnimi. Prikazano smeri, kam peljemo, naravnost, vse do centra mesta Izole, da pogledamo, kaj se dogaja v središču Izole. Spet smo na krožnih prometov ali pa krožnih območjih. Jih je kar nekaj v Izoli zgradili v zadnjih letih, da bi pospešili promet. No, mi bomo tukaj še enkrat zapeljali čez krožišče in čez nekih dobrih 100 metrov bomo že v samem središču mesta. Bolj rečeno, na področju, ki lahko zavijemo v središče mesta. Vidite, nedelja, in v Izoli ni veliko ne prometa, pa tudi ne ljudi. No, zdaj smo že v samem glavnem krožišču mesta Izole. Mi se bomo po tako imenovani cesti, ki je področje Sončnega nabrežja, zapeljali do središča mesta, natančneje do Velikega trga ali najmanjše marine, ki imajo v Izoli. Ta se nahaja na tako malem Velikem trgu, ki pa seveda z Velikim trgom ima veliko skupnega. No, na levi strani vidite kar nekaj gostov.
ki uživajo ob popoldanski kavici. In zdaj smo mi že v samem središču mesta, kjer si bomo na hitro s posnetkom ogledali stanje v samem mestu. Je tukaj deževalo. No, tole je osrednji trg, ki se imenuje Veliki trg. No, tale naravnost, pa je znameniti hotel Marina, ki ga, kot rečeno, že večkrat omenjajo vsi slovenski mediji kot veleumni. Hotel, v katerem je prespala naša kmetijska ministrica, in zdaj delamo celo znanost za njene kršitve, ki je seveda tudi storila, kar je res. No, mi se že odpravljamo iz mesta. No, tukaj vidite znamenite redarje. Ki vas bodo z vsakom nekaj skaznovali. Hvala se, da je gospoda, ki bo prijazno postregel tukajšnje obiskovalce. Jih je na tej desni promenadi kar nekaj. No, to je bil kratek utrinek prometa v mestu Izola, seveda z poglavitnim namenom, da vas opozorimo, na cesti niste sami, da so na cesti pešci, kolesarji, avtomobilisti, pa tudi avtobusi. To vozijo. No, tukaj bomo zavili levo in sicer tukaj vidite vlak, ki vozi iz hotela Belvedere, mi pa se nahajamo na drevoredu 1. maja, čeprav smo odrečeno 30. avgusta. Ta dimnik ponazarja preteklost Izole, natančneje spominja na propadlo podjetje Argo, katerega dvorišče in seveda porušene zgradbe so sedaj namenjene za parkirišče avtomobilov. Bilo rečeno, sramotno vodenje mesta. No pa, Argo ni edino podjetje, ki je propadlo. To je še Vedetelnica, pa znameniti Delamaris. In zamislite, zdaj v Pivki pridelujejo ribe, a otocih prevažajo v Pivko, namesto da bi predelovali to, kar je bilo.
desetletja izvaja novi tovarni, ki je zdaj razpadajoča in nišče ne skrbi za njo, razen slabe banke. Se pravičujem, Delvaris ni v lasti slabe banke. Delvaris je v lasti Gorenjske banke. No in mi bomo zdaj tule zavili proti Strunjanu, in sicer po vzporedni cesti, ki nas bo popeljala od Strunjana do Pirana, od Pirana do Portoroža, Portoroža do Seče, od Seče do Sečovelj, in ko pridemo do tja, ne prestopimo meje, če nimamo na drugi strani lastnega vikenda, plovila ali prikolice v najemu v eni od kampov. Če stopimo mejo, se po vratku lahko nadajamo 14-dnevni karanteni, ki pa jo pristojni kontrolirajo bolj kot po domače. Tisti, ki misli, da ni res, bo to razložil javno, nam sporoči, bomo obiskali in bomo mirno preverili našo trditev ali pa njegov trditev. No, to je konec Izole. Mi bomo tukaj v tem prijenem krožišču zavili desno, tam na oni strani prodajajo sadje, ki zagotovo ni pristno domače, ampak je kupljeno v tržaški veletržnici in nam jih ob cesti prodajajo kot posebno domače in zdravo sadje. No, tukaj vidite cela kolona vozil, ki se vrača iz morja, namreč, kot kaže, je poletja počasi konec. No, mi smo vse bliže najprej znamenitemu drevoredu med Izolo in Strunjanom, ki je res nekaj posebnega, zato bomo tu in zaradi predpisov in zaradi pogleda vozili res ustrezno po predpisih, vendar bolj počasi, da bodo kadri takšni, kot morajo biti. No in ta drevored, ki je nekaj vrsta streha nad cestiščem, res nekaj posebnega. Vidite desno, v Strunjan pa tega ne bomo storili, namreč želimo pokazati tole izvirno streho nad cestiščem ali pa pred Strunjanom. Spoštovane in spoštovani, to je bil Radio Trinet iz našega prometnega
povekovanja med Izolo in med Strunjanom. Lep in prijazen dan želimo, kjerkoli ste. Če pri vas dežuje, žal, tukaj so ceste še suhe, torej ni nikakršne nevarnosti več, da bi bilo potrebno skrbeti za mi imamo tukaj zdajle mimo krajinskega parka, ki je postal parkirni prostor. Zapeljali proti Belemu križu. Mimo Pacuga, to je področje, kjer je zagotovo največ črnograditeljev v Sloveniji. Tisti, ki meni, da lažemo, tisti, ki meni, da ne govorimo resnice, da nam to sporoči in bomo šli z njim posebej v ta konec in od hiše do hiše pregledali našo ali pa nasprotujočo se tradicijo. No in tudi temu mi rečemo v Sloveniji turizem. Lepo se imejte, lep prijazen dan želimo, kjerkoli ste in vidimo se ob naslednjem posnetku.